Kjer so bencinski hlapi, kjer se rojevajo dirkaške sanje, dvigujejo pokali, tečejo solze sreče in žalosti, tam so tudi neumorni delavci, ki svojo požrtvovalnostjo poskrbijo za izpeljavo dirkaškega dne. Predstavljamo vam dirkaške funkcionarje, brez katerih bi se vozniki po svoje vrteli v krogu. V različnih panogah ne manjka marljivih delavcev, ki na treningih in dirkah vsak po svojih zadolžitvah opravljajo sila pomembno delo. Od direktorja dirke, časomerilca, funkcionarja, do tistega, ki ne nazadnje dirkaču pomaga dvigniti motor po padcu. Vsi so tam z razlogom in vsi imajo točno določeno nalogo, ki jo morajo predvsem za varnost voznikov opraviti brezhibno. Zelo veliko je dela s tem, da poskrbiš, da so vsi dirkači obveščeni o kakršnih spremembah, o urniku, o tem, kako poteka priprava na dirko, o startni proceduri. Kot direktor dirke je moja vloga, da strani organizatorja poskrbim, da je vse pripravljeno in v skladu z pravili FIM in pa AMZS, da se ta pravila tekom tekmovanja spoštujejo in da na koncu dobimo tudi zmagovalca. Delegat AMZS je najvišji po hierarhiji, direktor dirke pa mora imeti oči povsod, zato so ostali funkcionarji na dirki njegova podaljšana desna roka. To pomeni, da je z njimi vse skozi v stiku z radijsko povezavo. Koordiniram vse službe, skrbim, da nekako vse teče po razporedu, splošno za vse. Ta funkcija kot direktor dirke ni nič višja od ostalih funkcij. Smo vsi sodelavci, tako da z mano so tehnični sekretar, tehnični delegat in pa seveda še poleg mene dvojica Miha in Ivo. Mi tvorimo to skupino ljudi. Vloga se začne že pred samimi dirkami, ko pripravljamo sekcije, potem pri pripravi dokumentov, ki jih rabimo, pa seveda potem na sami dirki, pa v glavnem najprej sodniki poskušamo iti še enkrat skozi pravila, tako da jih osvežimo v vsako dirko. Zaželeno je, da ima čim več izkušenj, da vidi čim več tekmovališč, da je prisoten na čim več dirka, da vidi, kako vidi primere dobre prakse, slabe prakse in to seveda potem prenese na organizacijo dirke za svoj lokalni klub. Veliko je usklajevanja in tudi reševanja takšnih ali drugačnih zapletov med samim tekmovanjem. Najbolj zahtevno je, kadar sem delegat, če je slabo vreme, treba skrbeti za varnost tekmovalcev in pa se je težko odločiti, ali dirko prekiniti, ali sploh odpovedati. Najbolj zahtevno je najti napako, jo označiti in jo potem seveda ustrezno kaznovati. Da ne bo pomote, kaznovanje ni v prvem planu. Delo vsakega funkcionarja, sodnika na ovinku je obveščanje in opozarjanje na morebitne nevarnosti na stezi. Naloga sodnika je dejansko, da nadzoruje samo pravilnost poteka dirka in pa da se v generalu upoštevajo pravila. Športni funkcionar mora spoznati zastave, zakaj so namenjene zastave. Sodnik sem tudi hkrati sodnik na drugem ovinku, gledam vedno naprej v ovinek, kaj se dogaja pred ovinkom. Večina trenutnih funkcionarjev je z motošportom tako ali drugače povezanih že od malih nog. Do te vloge sem prišel v bistvu po družinski liniji, speedway je družinski šport in to se v bistvu nadaljuje. Oče me je vozil 30-35 let nazaj že po dirkah v Sloveniji, po Evropi, po svetu in potem je šlo to nekako iz roda v rod. Drugi, kot je Izak Šantej, nekdanji vrhunski slovenski voznik speedwaya, se je v vlogo funkcionarja vrgel po končani športni karieri. Trenutno upravlja delo tehničnega komisarja. Naredil sem tečaj za tehnične komisarje pri FIM-u, potem sem začel prvo na državnih prvenstvih, potem pa na svetovnih, tako da zdaj sem tudi član FIM tehnične komisije in hodimo v bistvu po svetovnih prvenstvih in kontroliram motorje. Dolgoletne izkušnje in poznavanje športa so ključni faktorji za upravljanje takšnih funkcij. Začneš kot funkcionar, sodnik zavoja, potem pa z izkušnjami, z leti, prideš na neke višje funkcije, prevzemaš neke večje odgovornosti. Bolj zahtevno je mogoče tole, da moramo cel dan biti skoncentrirani, pazljivi, da gledamo res tisto, kar robimo, da se ne zgodi kaj narobe. Do vloge funkcionarja razumljivo ne prideš čez noč. Za uspešno in pravilno upravljanje dela je potrebno specifično znanje, ki ga pridobiš na tečajih in seminarjih ter seveda z izkušnjami.
Vsakoletno nadgrajevanje znanja pa je ključno za izpeljavo dirk na vseh ravneh. Letno imamo izobraževanje za potrjevanje licenc. To vsako leto. Vsi naši športni funkcionarji delujejo. Imamo seminar, ki ga pač moramo praviti, če hočemo, dobimo tekmovalno licenco oziroma sodniško licenco za določeno leto. Licenca za sodnika je rumeno-modre barve, vsako leto je obnovljena. V mojem matičnem klubu Avtomoto Turin Klub Ljubljana izvedemo pred vsako sezono obnovitveni seminar, kjer se seznanimo z novostmi, obvestim tudi pristojne o kakšnih spremembah. Izobraževanje je precej zahtevno, kar je tudi prav. In moram reči, da tukaj smo se, kateri smo se udeleževali iz Amede Brežice, imamo kar nekaj fantov, še 2-3 so. Tukaj smo si nabrali ogromno znanja. In pa znanje teoretika ni vedno dovolj. Sprememb glede terminov dirk ni veliko, te večinoma potekajo ob koncih tedna, zato je požrtvovalnost vseh funkcionarjev, ki veliko prostega časa namenijo svoji dirkaški strasti, poplačana z vsem drugim kot denarjem. Nagrada je pa, da je čim več tekmovalcev, pa da je brez poškodb, pa da so tekmovalci zadovoljni. Predvsem je nagrada veselja. Veselje, da smo nekaj skupaj naredili. Eno zadovoljstvo, ko vidiš, da so tekmovalci, pa sodniki tudi na koncu zadovoljni. Če je zadovoljstvo pri vseh, potem je napredek zagotovljen. Skupaj od prvega do zadnjega delajo za razvoj motošporta v Sloveniji.